Dober večer, spremljate oddajo Županja z vami, v kateri tokrat gostimo županjo občine Črna na Koroškem, magistrico Romano Lesjak. Dober večer in dobrodošli pa seveda, hvala, ker ste si vzeli čas za nas. Dober večer, z veseljem. No, v naslednji uri županja spregovoriva o tistih aktualnih pa najpomembnejših stvarih v vaši lokalni skupnosti, začenši z največjo investicijo ta trenutek z izgradnjo čistilne naprave, ki pa bo kmalu zaključena. Ja, izgradnja čistilne naprave je praktično že zaključena. Sedaj se urejajo še določene podrobnosti. Ne nazadnje je treba poskrbeti za to, da bo normalno obratovala in imamo sedaj z dokumentacijo, se ukvarjamo. Čistilna naprava bo sedaj 9 mesecev poskusno obratovala, potem pa bo z uporabnim dovoljenjem predana v uporabo. Lahko rečem, da je izgradnja potekala zelo v redu. Zadovoljni smo z izvajanjem del, zadovoljni smo z nadzorom, kjer so bili res zelo skrbni. Tako da nas ta investicija pravzaprav navdušuje z nekim upanjem, da bo potem tudi s tem objektom vse tako, kot mora biti. No, kar impozanten podatek županja, mislim, da 98% bo zdaj pokritost s čistilno napravo vaši lokalni skupnosti. Ja, seveda, to je bil tudi pogoj, da smo lahko kandidirali na evropska sredstva in to moramo vse skozi zasledovati, tako da 98% je tisto, kar moramo potem tudi dokazovati in jaz upam, da ne bo nobenih problemov s to priključenostjo. No, v povezavi s tem projektom teče še eden, in sicer izgradnja kanalizacijskega omrežja. Seveda, to je pogoj, da čistilna naprava sploh lahko obratuje. Skupaj je povezano tako odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Črna na Koroškem. Zgradili smo kanalizacijsko omrežje na območjih, kjer tega še ni bilo, pa sedaj se že izvajajo na tistih mestih tudi priklopi, vendar čistilna naprava še ne obratuje, tako da gre sedaj še vse na staro čistilno napravo. No, v Črni pa seveda želite novih družin, novih posameznikov, predvsem si zdaj v tem času nadejate mladih družin. Zaselek Šmelc, tam prodajate parcele, kako poteka vse skupaj? V naselju Šmelc smo pravzaprav zgradili komunalno opremljeno sosesko, zato da bi ponudili možnost gradnje mladim družinam. Parcela stane od 8 do 9 tisoč evrov, je komunalno opremljena, s tem, da edino, kar je, morajo imeti svojo čistilno napravo, ker je preveč oddaljena od samega centra. Smo pa tam prodali zdaj 3 parcele, 2 hiši sta zgrajeni. Mislim, da se bo prvi selil letos za Božič v stanovanjsko hišo, druga je že tudi v visoki gradnji, tretja načrtuje gradnjo prihodnje leto in prav zdaj je zanimanje že za 4. parcelo, tako da rečem vedno, da je treba pustiti čas v čas in potem se vse uredi in verjamem, da bo tudi ostale 4 parcele v kratkem prodane, če pa ne, pa bodo na razpolago počakale. Enkrat se vselej pride čas, ko se najde nekdo, ki tam želi graditi. Pa imate na kakšnih drugih področjih oziroma območjih občine še kakšne parcele na prodaj? Ja, imamo še parcele v Spodnjem Javorju, tam smo tudi prodali 2 parceli, to pač kdorkoli hoče. Je na razpolago še ena parcela za tema 2 in tudi zasebniki ponujajo možnost gradnje, tako da na 2 lokacijah bo prav tako možna individualna gradnja. Na eni bodo pričeli verjetno naslednje leto, ker je bilo potrebno izdelati podroben prostorski načrt. Na eni drugi lokaciji pa se prav tako načrtuje gradnja 8 stanovanjskih hiš, kjer je zasebni investitor že pričel z pripravo dokumentacije in verjamem, da se Črni, kar se tiče stanovanjske poselitve, piše kar dobro.
No, mlajši rodovi torej prihajajo, ne nazadnje nedolgo nazaj tega ste zgradili tudi doživljajski park za otroke. Ja, doživljajski park pa je v sklopu Outdoor parka Črna na Koroškem, ki ga sestavljajo Olimpline, potem Ferata Mučevo in ta doživljajski park za otroke, ker smo želeli pač vsem generacijam ponuditi, da imajo v Črni kaj početi. Tako da tisti, ki se potem vračajo iz Olimplina, lahko gredo pač z otrocmi tja na doživljajski park. Tudi primeren je za starejše osebe, saj je pač zmogljivost okrog 130 kg in lahko rečem, da je bil zelo toplo sprejet tako strani naših domačinov, otrok, kot tudi tistih, ki pridajo v Črno na obisk, pa se spustijo potem po Olimplinu. Ferata Mučevo pa mislim, da je bila zelo dobra naložba, saj se je tam že v letošnjem letu preizkusilo preko 5000 obiskovalcev. No, Ferata Mučevo, bili smo pred dnevi tam, verjetno kar nekaj posebnega, adrenalinskega, nekaj, kar ostane v spominu. Ferata Mučevo ima dve poti, ena je ta lažja, to sem preizkusila že dvakrat tudi sama, druga pa je težja, tam pa velja za to, da se pač morajo biti primerno usposobljeni. In lahko rečem, da po odzivih ljudi, tako na Facebooku kot tudi v opisni knjigi, da je to res neko lepo doživetje, tako da se preizkuši sam, pa ne nazadnje, ko prideš na vrh preko tega mostička, lahko pogledaš, kakšne lepe razgledi se ponujajo v Črni pa v Žerjavu. No, zaživeli pri vas sta tudi dve naravoslovni učni poti, ena je grofovska. Ja, dve poti smo uredili v sklopu LAS projektov, grofovska poteka po naselju Žerjav in Jazbini pa tja na Dukles. Namenjena je seveda, glede na to, da je pač tam bil grof Turn, Douglas mu je bilo ime in iz tega se je ta popačenka Dukles potem rodila. Zelo lepa pot je, če jo hočeš premagati, pač rabiš cel dan, ker pot je približno 4 ure dolga, pa ne nazadnje smo s to potjo uživili tudi tisto stare kmetije zapuščene, potem uživili stara imena, ker se mi zdi zelo, zelo pomembno pač, da ohranjamo neko dediščino našega kraja, ki je izredno zanimiva. No, naslednja pot, ki je urejena, pa sodi v ta kontekst, je tudi tako imenovana vodna pot. Vodna pot poteka pa po Črni na Koroškem oziroma po zaselkih okrog Črne, tudi izredno zanimiva. Ta pa je še daljša pot zaradi tega, ker pač so prehodi iz Črne do Koprivne, pa potem do Ludranskega vrha, pa do Smrekovca izredno dolgi. Vendar smo želeli pač upozoriti na to, koliko vode pravzaprav imamo, to bogatstvo, ki ga marsikje na svetu primanjkuje. Odkrili smo kar nekaj krasnih slapov, med njimi sta najbolj pomembna Rezmanov pa Božičev slap. Božičev je tisti, ki bo zdaj zaledenel v času zime in se je možno tudi na tem slapu preizkusiti v plezanju zimskem. Rezmanov slap pa je tisti, ki ima izredno bogat, jaz mislim, da je eden izmed lepših slapov tukaj na Koroškem, res vredno gleda. Potem se sprehodimo do Smrekovca, kjer imamo gladovno vodo, imamo ta gladek kamen. Gladovna voda, pač včasih so rekli, da tisti, ki gre na Smrekovec, morajo imeti obvezno sabo kos kruha in pač jopič, jakno. Kos kruha zato, ker ko piješ smrekovško vodo, postaneš lačen. Gladovna voda je tudi na območju Koprivne. Potem se sprehodimo skozi naravni park Bistra, čudovit park, čudovit potok Bistra, pa izvir reke Meže v Koprivni. Ta pot je tudi izredno zanimiva, vendar je verjetno potrebno upraviti v več kosih. No, ti poti predstavljata eno tako obogatitev turistične ponudbe kraja, z njimi pa ne nazadnje spodbujate tudi tako imenovani
trajnostni razvoj. Trajnostnemu razvoju pa ste v Črni zavezani že vrsto let. Ja, vsekakor poskušamo tako na območju prevoznih sredstev poskrbeti za trajnostno mobilnost, pa ne nazadnje z obnovljivimi viri poskrbeti za to, da dejansko ohranjamo našo naravo in jo poskušamo pač ohraniti za kasnejše rodove. No, v ta namen ste predstavili oziroma pripravili tudi predstavitveni zgibanki. Ja, tako za vodno pot kot za grofovsko pot sta predstavitveni zgibanki. Možno jih je dobiti v Ticu in tudi objavljeni so na naših spletnih straneh, tako da se pa dejansko vsaka lokacija ima svojo tablo, na kateri je opis te poti, pa seveda zemljevidom zaznamovano območje, na katerem se nahajate, ali pa območje, na katerega boste še šli. Županja Ferato Mučevo ste že predstavili, krona vseh teh premnogih aktivnosti povezana z adrenalinom pa je seveda zipline. Ja, Olimpline je bil tudi letos dobro obiskan, tako kot preteklo leto. Veseli smo te investicije, izkazala se je za izredno upravičeno. Ne nazadnje spreminjamo Črno na Koroškem gorsko adrenalinsko vasico in si želimo to še nadgraditi. Tako da, okolikor bomo dobili ustrezna soglasja, bomo v prihodnjem letu zgradili še eno Ferato, tista bi pa bila prišel bi tik pod Olimplinom. Z nje pa se potem lahko spustil po Olimplinu, vendar tam še nismo do konca dogovorjeni z lastniki in jaz upam, da bodo naklonjeni tej turistični točki, saj je za vse Črnjane izredno pomembno, da razvijamo turizem naprej. Jaz mislim, da je turizem v Črni prihodnost. No, Olimpline je presegel vsa pričakovanja. Tega takrat, ko ste o tem razmišljali, enostavno niste pričakovali. Pač, ko smo se pogovarjali o tem, kakšne danosti naravne ima Črna na Koroškem, se mi je nekako zdelo, da bi utegnilo to postati neka atrakcija. Seveda smo najprej, ko smo načrtovali to še z Grega Lačnom, žal pokojnim, pa z gorsko reševalno službo v našem kraju, smo razmišljali, da bi pač to privabilo recimo 1000 ljudi na leto, vendar je to zdaleč preseglo naša pričakovanja. Veseli smo vsakega obiskovalca, veseli smo, da so se zdaj začele obračati na nas tudi občine, z team buildingi, pa tudi podjetja in potem prihajajo tam in vsem se zdi to pač neko enkratno doživetje. Saj dejansko je, ti se z enega vrha na drugega spustiš, pa hkrati tudi to tektonsko ploščo praktično prideš iz Evrope v Afriko. Na vso to raznoliko ponudbo, o kateri govoriva in boste jo še predstavili, seveda pri vas usklajuje turistično-informacijski center v središču kraja je nastanjen in turisti radi prihajajo tja. Ja, TIC je seveda v naši domeni, mi nimamo Zavoda za turizem, šport in kulturo, pač pa imamo turistično pisarno, ki je nastala iz prejšnjega parka Kralja Matjaža, potem ostala na občini. Zdaj se pa nekako nagibamo k temu, da je potrebno vključiti zasebno iniciativo, zaradi tega, ker se mi zdi, da je pač potrebno na vseh teh področjih iskati interese na eni in na drugi strani in tudi tukaj, ko smo se odločili za upravljanje Olimplina, pa tudi za Ferato Mučevo, se mi zdi, da je bil to korak v pravo smer in tudi tako nameravamo nadaljevati v prihodnje. Tudi zdaj smo iskali nekoga, ki bi upravljal brunarico na smučišču in to v vseh letnih časih, ne samo v zimskem, namreč v Črni je veliko snega že sedaj in po 20. nameravamo odpreti smučišče, pa seveda si želimo, da bi bila ponudba na smučišču takšna, da bi ne privabljala samo domačinov, pač pa tudi tuje turiste, ne nazadnje tudi iz vaših koncev, veliko ljudi prihaja tja. Zato si želimo, da bi bila taka ponudba, da bi bili ljudje zadovoljni. Pa upam, da bo ta COVID dejansko omogočal normalno pač ponujanje tako hrane kot pijače. Saj vemo, da pravzaprav se že drugo leto ubadamo z njim in mislim, da tisti, ki
gostinci, pa tudi turistični ponudniki dejansko bijajo kar težko bitko za to, da dejansko preživijo. No, nov lepši izgled ima tudi Žerjav, domačini se lahko pohvalijo z novim parkom. V Žerjavu smo pa v sklopu sanacije Zgornje Mežiške doline pri šoli, pa potem od Varnega vrta naprej uredili nov park, to je zdaj že drugi park in to kar v taki lepi dolžini pa lepi velikosti. Domačini so nad njim navdušeni, ne nazadnje pa je namenjeno tudi tistim, ki gredo na Ferato Mučevo, pa se potem sprehodijo skozi sam Žerjav. Žerjav namreč postaja zelo lep in lahko rečem, da smo na to krajevno skupnost pa na svet krajevne skupnosti zelo ponosni. No, tudi tamkajšnji delavski dom je posodobljen z novimi sanitarijami. Delavski dom pa je dejansko ena izmed zelo lepih stavb v Žerjavu. Dvorana se lahko kosa z marsikatero v Sloveniji. Seveda so pa Žerjavčani entuzijasti in so zelo veliko dela opravili sami. Ne nazadnje so tam, ko je bila včasih gostilna, to v nekem retro stilu uredili sami. Za sanitarija smo pa dobili izvajalca, ker gre tudi za kar velik objekt, tako da zdaj je že zaključeno, končano in nadaljujemo naslednjo leto spet za obnovo tega delavskega doma, ker bi radi, da bi dejansko bila to stavba, ki jo potem lahko ponudijo ali v najem, ali pa mogoče domačim kulturnim društvom. Sedaj ima umetnica, slikarka, ima tam tudi že atelje, potem ima folklorne skupine oziroma za vadbo uporabljajo ta dom in verjamem, da ko se bo še to polepšalo, da bodo toliko rajši prihajali tja. Med drugim ste Romana poskrbeli tudi za preplastitev 10.000 metrov zaščitnih mrež na Panoramski cesti proti Najevski lipi in seveda to z razlogom. Tam je dejansko bil tak odsek, da je bil kar precej nevaren, zato smo pristopili k temu, to je bil kar velik finančni zalogaj, ne nazadnje je šlo za gole površine, tako da smo preplastili in spodaj zatravili. In jaz upam, da se bodo izkazale kot upravičena naložba, saj dejansko se tam ne vozijo samo domačini, ki stanujejo tam, pač pa je to ena izmed najlepših panoramskih cest v Črni na Koroškem. Veliko kolesarjev, tudi tistih, ki hodijo po hodniku, pa ne nazadnje izletnikov, saj ta pot vodi k Najevski lipi. No, asfaltne prevleke pa je bila deležna tudi cesta proti Slemenu, 1 kilometer je bil letos posodobljen. To je sicer državna cesta, vendar smo zelo veseli, da se je podjetje vodstvo odločilo, da to nameni ta kilometer iz sredstev za vzdrževanje. Drugače pa je ta cesta predvidena kot celota, vključno s pločnikom, da bo prišla v realizacijo, upam, da čim prej. No, ob tem ste letos v vaši občini preplastili kar nekaj kilometrov cest, veliko kilometrov jih imate in pravzaprav terjajo te ceste nenehna vlaganja. Gre za to, da si želimo, da bi pred vsako kmetijo, pred vsako stanovanjsko hišo, ki je v neposredni bližini cest, bila asfaltna prevleka, zato da se jim omogoči oziroma prepreči to prašenje. Seveda imamo v Črni 380 km cest. Odločili smo se, da podelimo koncesijo za ceste in sicer je v letošnjem letu bila kar nekaj asfalta deležen zaselek Javorje. Trenutno so se izvajala dela na 2 koncih in sicer v Koprivni in Ludranskem vrhu, vendar je sedaj toliko snega, da trenutno se ne dela. Vkolikor bo ta sneg zginil, bomo in če bodo vremenske razmere to dovoljevale, bomo vsekakor nadaljevali z deli, če ne pa bo to počakalo na spomladanski del. Koncesijska pogodba namreč
predpisuje, da morajo biti dela končana v naslednjem letu, tako da bojo ti zaselki, te lokalne ceste preplaščene, okrog 19 km cest bo. Sanacije Zgornje Mežiške doline pa preplaščujemo pred stanovanjskimi hišami in tam, kjer se dejansko zadržujejo otroci, tako da pač poskušamo z temi sredstvi preprečiti nadaljne vnose prahu v ljudi. No, ob teh lepih ali pa po teh lepih cestah se zdaj že kar nekaj časa vozi tudi vaš občinski avtomobil za namene projekta Črjani za Črjane. Ja, sedaj smo dobili nov avtomobil in sicer Črjani za Črjane, tako smo poimenovali to. Gre za to, da želimo z njim voziti tiste, ki nimajo svojcev, da jih lahko recimo peljajo na obisk k zdravniku, vozimo po Koroški in tudi, če kdo želi kako drugo storitev opraviti, se nam ne zdi težko, da priskočimo na pomoč. Ta avtomobil pa je namenjen tudi sicer prevozom otrok, ki ga izvajamo v sklopu režijskega obrata na tistih relacijah, kjer je manj otrok in kjer je pač to možno. Tako da ta nova pridobitev je dejansko tudi za nas zelo pomembna, ne nazadnje pa je pomembna za nas krajane, pa tudi za prostovoljce, ki so se izšolali za to, da bodo ta avtomobil uporabljali za prevoz naših občanov. No, županja investicije nekako peljete razpršeno po celotnem področju občine, no med drugim je tudi posodobljeno bilo pokopališče v Črni, kjer ste uredili žarne grobove. Ja, seveda je potrebno nameniti pač denar oziroma investirati tam, kjer vidiš, da je to potrebno. Tako da smo tukaj zdaj uredili 11 žarnih grobov, načrtujemo pa v osnutku proračuna oziroma v proračunu za leto 2022 še, da bi zgradili žarni zid in tam umestili te žarne grobove. Pokopališče v Črni pa si tudi sicer bo rabilo še kako posodobitev oziroma kako zasaditev, tako da tudi temu namenjamo pozornost. No, v centru kraja že kar nekaj časa zelo uspešno deluje medgeneracijski center Plac, ste mu nadeli ime. Ja, medgeneracijski center Plac je pravzaprav v teh koronah časih tudi kar velikokrat sameva, zato ker je tudi prireditve, ki smo jih mogoče že načrtovali, smo dejansko potem zaradi korone morali odpovedati. Se pa prostovoljke zelo, zelo trudijo in omogočajo tam odpeke potic, mogoče tudi kakšna učna pomoč poteka tam in ta prostor se nam zdi zelo pomemben. No, če že govoriva o medgeneracijskem sožitju in teh stvarih, županja, nedolgo tega sem zasledil, da načrtujete oziroma vse razmišljate o tem v občini Črna na Koroškem izgraditi tudi dom starostnikov. Kako je to zgolj zamisel ta trenutek ali kako je s tem? V letu 2022 želimo proučiti prostorsko, kam bi ga lahko umestili, tako da smo v proračunu predvideli sredstva za investicijsko dokumentacijo, za proučitev, kaj je bolj pomembno oziroma pravzaprav kaj je bolj koristno, ali staro hišo preurediti ali mogoče zgraditi na novo. Seveda si naši občani, ki sedaj bivajo po različnih domovih starejših, želijo, da bi bila enota tudi v Črni ali pa samostojen. Problem pa, če v tem smo bili tudi na ministrstvu, seveda je problem, da država ne more oziroma ne namerava zgraditi v vsakem kraju doma starejših, zato bomo morali sami poiskati neko javno-zasebno partnerstvo in takoj, ko bomo seveda najprej umestili ta objekt v določen prostor v Črni na Koroškem, bomo to nadaljevali z investicijsko in projektno dokumentacijo in potem ali šli sami v investicijo ali pa poiskali javno-zasebno partnerstvo za te namene, kar je kar veliko primerov povsod po drugod tudi, kjer pač ni možno z državnimi sredstvi. Seveda bi si želeli, da bi država prisluhnila temu. Ne nazadnje bodo v domovih starejših živeli tisti ljudje, ki so tej državi nekaj dali in pa tudi
pomembno se mi zdi, da se starost pač preživlja v tistem kraju, kjer si mogoče prej bil. In to bo sigurno nek naš cilj, ki ga nameravamo tudi realizirati. Bo pa verjetno to dimenzijsko manjši dom. Ja, pač zdaj, tako pogledamo, se rabi nekje od 30 do 35 postelj bi rabili. Seveda bi želeli ponuditi tak standard. Jaz mislim, da je treba slediti temu, da sta maksimalno dvoposteljni sobi, ker nekateri želijo, da imajo koga s seboj, drugi bi pa želeli biti sami v teh sobah in na tak način nameravamo tudi to zasnovati. No, vsako leto za starostnike pripravite tudi sprejem. Ja, imamo sprejem za novorojenčke, pa imamo sprejem tudi za starejše občane. Letos smo ga uspeli izvesti, ker je bilo to v mesecu septembru, še takrat, ko ni bilo takih ukrepov. Bil je poln kulturni dom, bila sem zelo vesela, pa tudi tisti, ki so prišli na prireditev, so izražali neko zadovoljstvo in to se mi zdi pač ključno, da sledimo potrebam ljudi, pa ne nazadnje, da jih na nek način poiščemo stike z njimi, pa da jih razveselimo, pa čeprav je to malenkost. No, občinskega praznika se zdaj lotiva županja, pa med drugim povejva, da imate v Črni od letos naprej novo častno občanko. Novega častnega posthumno občana. Ja. Ja, letos smo izkazali spoštovanje gospodu Tonetu Risku, to je župnikov v našem kraju, ki je desetletja tam skrbel za duhovno oskrbo naših krajanov in bil mu je podeljen ta naziv posthumno. No, vaša društva dobro delujejo skozi vsa ta leta. Enega pomembnega jubileja se zdaj dotakniva. Obeležili ste 100 let Delavsko-prosvetnega društva Svoboda. Ja, v ta namen smo izdali tudi priložnostno znamko Pažik. Ta 100-letnica bi seveda morala biti na tak dostojen način obeležena, vendar nam je COVID to preprečil, tako da nas to čaka še v prihodnjem letu. Res gre tu zahvala vsem članom vseh 100 let, pravzaprav, da se je to vse skozi nadgrajevalo, da nikoli se ni upustila ta misel, da bi se to društvo razbilo oziroma da ga ne bi bilo več, in ne samo vsem članom, tudi vsem predsednikom, tudi sedanji predsednici Marinki Petrič gre dejansko zahvala, da se to vzdržuje. Vsako leto se obeleži ta njihov obstoj na tak način, da pač dobijo nekega gosta. Žal jim je letos pač to preprečilo, zdaj pravzaprav že drugo leto, ampak verjamem, da bo še čas, da bomo lahko to proslavili na tak način, kot si to zaslužijo. Občina Črna je bila letos spet med najuspešnejšimi kraji, ki so jih ocenjevali v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna, in se uvrstila na prvo mesto v kategoriji najlepši izletniški kraji. Čestitke. Hvala lepa. Ja, prijeli smo priznanje oziroma prvo mesto dosegli za najlepši izletniški kraj. Pa ne nazadnje smo bili tudi najboljši v spletnem glasovanju. Dobili smo naziv kraljica ljudskih src. Tak način so si zamislili na Turistični zvezi Slovenije. Seveda gre zasluga za to, da dobivamo take nazive vsem sokrajanom. Vsi skrbijo za to, da imajo svoje domove res zelo, zelo lepo urejene. Mi, občina, pa skrbi za to, da je ta infrastruktura takšna, kot mora biti, saj se tu ne ocenjuje samo izgled, pač pa tudi kaj vse je spremljajoča dejavnost, kaj vse je zgrajeno v samem kraju. Imamo res veliko za ponuditi, kar se ne nazadnje odraža tudi v obisku, pa v odzivih turistov. Če vas zdaj, županja, vprašam, kaj je tisto, kar na nek način določa ali mogoče celo na nek način širom Slovenije predstavlja Črno, ko turisti pridejo, kaj se najraje ogledajo? Ko turisti pridajo v Črno, jaz mislim, da najprej seveda se ustavijo v Ticu,
Zdaj je Olimpijin tisti, ki ga želijo najprej preizkusiti, drugače pa v vseh treh dolinah, se pravi tako v dolini Koprivne, v dolini Bistre, Ludranski vrh, potem Javorje, vse povsod so domači ponudniki. V Javorju je to turistična kmetija Joan, potem Smrečnik v Ludranskem vrhu, v Bistri Plaznik in Kumer, planinski dom Kumer v Koprivni, turistična kmetija Kumer. Tako da tam mislim, da se lahko vsak ustavi, zelo dobro poje. Ne nazadnje pa na vseh teh točkah, ali so prečudoviti razgledi, ali pa je kakšna znamenitost, recimo v Koprivni je to ta cerkvica Svete Ane, potem je v Bistri je tekaška proga trenutno urejena, na Prismrečniku je blizu Najevska lipa, da se jo lahko pogledate. Pri Joanu oziroma v Javorju je pa to najlepši sončni zaselek v Črni, tudi najlepši razgledi in lahko rečem, da vse povsod imajo kaj videti. Ne nazadnje pa si v samem centru kraja lahko ogledajo etnološko zbirko, potem zbirko olimpijcev, potem lahko si ogledajo ta rudarski muzej na prostem, lahko gredo po vseh 7 klopeh olimpijcev, naših olimpijcev, lahko se preizkusijo v fitnessu na športnem parku Pristava, lahko gredo na vodno ali na grofovsko pot. In jaz mislim, da imajo kaj početi v sami Črni na Koroškem. Ne nazadnje pa mislim, da že sama narava ponuja čudovite razglede, da se lahko ali peljejo s kolesom, ki ga lahko dobijo tudi tako električnega kot navadnega. V Ticu si ga lahko sposodijo, tako da ni nujno, da se vozijo z avtomobili. Ne nazadnje imamo tudi sedaj v Koprivni tak center večnamenski, tudi tam se je možno ogledati od teh preizkusov kmečkih opravil do da si lahko ogledaš ozvezdja, imamo vse to. Potem, kaj bi še lahko povedala. Tudi ta učna pot Teber je izredno zanimiva. Ne nazadnje pa mislim, da je ključno, da se lahko pogovorijo z našimi domačini, ki so jim vselej pripravljeni povedati kakšno ali iz preteklosti, kaj zanimivega, ali pa iz sedanjosti. In kolikor vidim po odzivu teh izletnikov, so z našim razlaganjem ali pa vodenjem kar zadovoljni. V Črni ste poznani tudi po tem, da radi in pogosto izdajate knjige, k knjigam se županja še vrneva, ampak en tak poseben projekt ste pred časom predstavili v Kulturnem domu v Črni, in sicer Črnjanske karte. Ena posebnost je to, mogoče malo o zgodovini tega projekta, kdo je sodeloval, kako je vse skupaj ugledalo luč sveta? Zdaj pravzaprav je to kar sedanjost, ker je to bilo šele nedavno. Dr. Tomaž Cimetninger, naš etnolog, naš sokrajan, je dal to zamisel, seveda sem bila takoj za njo, ker se mi je zdelo pač zelo pomembno, da ohranimo ta bajaslovna bitja tako iz Črne kot tudi iz okolice Črne, ker recimo žene nimamo samo v Črni, no. Kralj Matjaža pa imamo, tako da toga smo tudi rekli, da moramo ponovno razmišljati, da ne bi bila Črna samo vas olimpijcev, kot smo zdaj poimenovali, pač pa tudi park kralja Matjaža, kar je nekoč že bilo tako poimenovano, in se mi zdi tak lep naziv. In smo s temi kartami dejansko prikazali ta bajaslovna bitja, jih tudi upisal, dr. Tomaž Cimetninger jih je tudi upisal, potem predstavil, in to je zdaj protokolarno darilo, možno jih pa je tudi kupiti v Ticu. Zdi se mi pač res zelo pomembno, da se ta preteklost ohranja,
in ne nazadnje je zelo pomembno, da vemo, kaj vse se je v preteklosti dogajalo, da jo povežemo s sedanjostjo in vse, kar je povezano s Črno na Koroškem, se mi zdi vredno podpreti in te karte so pravzaprav res zelo zanimive, tudi zelo toplo sprejete, tako da nas kar kličejo, kako smo prišli do te ideje, na kak način smo jo razvijali in nameravamo predstaviti te karte tudi v Ljubljani, v tehnični knjižnici, kjer je naš sorojak Miro Pušnik, drugače pa mislim, da smo tudi s temi kartami pač nekaj posebnega. Nedvomno, no ob tem pa tista najnovejša knjižna dela, zbornik Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo 30 let, pa seveda ob tej priložnosti je nastal tudi kratek istoimenski film. Ja, letos smo obeležili 30 let Najevske lipe oziroma srečanja pod Najevsko lipo in seveda smo za vsake desetletje zbrali pač najbolj pomembne sogovornike, tiste, ki so najbolj zaznamovali ta srečanja. Tako da tudi s tem zbornikom smo pokazali, kako pomembno se nam zdi ohranjati kulturno dediščino kraja. V njej je upisano vse od začetka, od tistih prvih srečanj, ko je dejansko zelo veliko ljudi prihajalo. Lahko pa rečem, da sem tudi letos bila kar zadovoljna, saj bo srečanje dobro obiskano. Tudi, ker se mi zdi pomembno, da ne gre samo za srečanje par ljudi, pač pa da tja prihajajo domačini, da tja prihajajo sedaj že ljudje iz celotne Slovenije. Se mi zdi, da je to tako stičišče poslalo, zato je tudi to poimenovanje Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo pravzaprav upravičeno. Vedno se tega srečanja udeleži tudi predsednik države, gospod Borut Pahor, in zdi se mi, da tudi z njegovim obiskom nekako pokaže težo temu dogodku, ker je pomembno, da nekako poskrbimo, da se ljudje medsebojno srečujemo, da se pogovarjamo. Seveda bi si želeli včasih, da pride mogoče več kdo od poslancev, od tistih, ki smo jih izvolili, in verjamem, da se bo to srečanje še naprej gradilo in nadgrajevalo. No, vselej, ko pomislim na to, me nekako fascinira dejstvo, da imate v Črni toliko nazivov oziroma certifikatov in ste pravzaprav kar med vodilnimi v državi. Pa nimate certifikatov zaradi samih certifikatov, ampak zato, ker na določenem področju nekaj dosežete. Vsako priznanje je seveda tudi želja potem, da to pač nekako zagovarjaš in da ga tudi ohranjaš. Priznanje pomeni, da so prepoznali tvoje delo v preteklosti, je pa hkrati zaveza, da tako delaš tudi v prihodnje. Res je, imamo že zelo veliko priznanj. Ne nazadnje smo na področju turizma dosegli že kar vsa priznanja, ki jih podeljujejo. Bili smo najlepše vaško jedro, tudi lansko leto, bili smo najlepši manjši turistični kraj, letos najlepši izletniški kraj. V preteklosti smo dosegli res veliko nazivov z tega področja. Ne nazadnje smo prostovoljstvo prijazni vse od leta 2014 in jutri, ko bo dan oziroma 5. december je dan prostovoljstva, bomo ob tem tudi izobesili zastavo, ki smo jo prijeli od Slovenske filantropije. Zdi se mi tu pomembno tudi izreči zahvalo vsem prostovoljcem, ki delujejo v Črni na Koroškem, ki jih dejansko ni malo, saj se z njimi gradi ta zgodba o tem, da se je pač potrebno pač prostovoljno delati, če želiš, da pač dobiš ta naziv. To se mi zdi ključno. Ne nazadnje pa vidim, da so ljudje pač zelo, zelo naklonjeni svojim društvom in da z velikim entuziazmom, z velikim veseljem upravljajo to prostovoljno delo. Ne nazadnje je to zelo ljubiteljsko. Potem imamo tudi naziv mladim prijazna občina, invalidom prijazna občina. Pač vsak naziv zahteva delo tudi v prihodnje.
seveda pa hkrati pač potrjuje, da delamo dobro. No, vaš center za usposabljanje, delo in varstvo Črna se je že zdavnaj zlil s krajem. Njihovi varovanci vas radi in pogosto obiščajo. Sploh zdaj ste verjetno kot županja zadovoljni, ker se tam pričenja oziroma se je že začel en velik investicijski cikel. Ja, lahko rečem, da Center za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem ima pilotni projekt v tem razseljevanju, ki ga zelo uspešno peljajo. Nenazadnje imajo sedaj razpis za gradnjo teh bivalnih enot, na določenih delih so že zgrajene, kar bo seveda nekako razbremenilo to stavbo tukaj v sami Črni, pa se bodo tudi tako zaposleni kot tudi varovanci bodo dobili boljše pogoje. Nenazadnje jih je treba sprejemati kot enakovredne in jim je treba pač omogočiti, da svoje življenje preživljajo na čim bolj kvaliteten, kakovosten način. In z tem pilotnim projektom se dejansko vzpostavlja neka deinstitucionalizacija, s katero bo dejansko tudi Črna pridobila. Nenazadnje smo v Črni zelo veseli, da imamo, smo kar veseli, no, da imamo ta center za usposabljanje, delo in varstvo, tudi ponuja zaposlitev kar veliko osebam, hkrati pa tudi podpiramo to razseljevanje po celotni Koroški, saj menimo, da bo s tem res kvaliteta bivanja in nenazadnje zaposlenih bistveno boljša, kot je sedaj. Ko smo vas pred dnevi obiskali, je ravno potekala predstavitev novoletnega drevesa bliže oziroma na lokacijo v center kraja, kjer zdaj pravzaprav kraljuje. Ja, vsako leto nam nekdo podari to novoletno jelko, ki jo potem postavimo v center. Letos so nas domačini prosili, če lahko podremo pač drevo, ki je stalo neposredno ob stanovanjski hiši, saj so se bali, pač kadarkoli je veter, to precej niha in so bili kar ogroženi, tako da smo pravzaprav tudi njih sedaj razbremenili s tem posegom. Je kar zdaj malo čudno, ker ta jelka je pravzaprav rasla še kar dolgo tukaj v neposredni bližini kulturnega doma, ampak sedaj pa krasi sam center, ga bo krasila ta 2 meseca. Tam, kjer pa smo to drevo dobili, pa bomo spomladi oziroma v naslednjem letu uredili lep park. No, takšni dogodki so nekaj posebnega, pa nenazadnje napovedujejo res tisti začetek pravega decembra. December je mesec upanja, je nekako tudi mesec obračuna, se pravi, pač pogledaš nazaj, kaj si v tem letu naredil, pa hkrati že gledaš naprej. Je pa december vesel mesec, vse skozi se nekaj vseeno dogaja, tudi če je to, ali se lučke prižigajo, ali ne vem, ti kdo napiše prijazno sporočilo, te mogoče povabi kdo tudi na kak obisk. Sama zelo rada obiščem predvsem starejše občane ob njihovih jubilejih in se z njimi pogovorim. Nenazadnje se mi zdi pač pomembno, da veš o svojih ljudeh, kar največ pač moraš vedeti, kar se tiče občine. Zelo se mi zdi pomembno, da zaznavamo tudi njihovo stisko, če je kje. Tudi te denarne pomoči, ki jih občina pač nudi, pomenijo vsaj nek kanček mogoče tega, da si lahko kak priboljšek privoščijo. Bolj pomemben se mi pa zdi ta pristen človeški stik, ta pogovor z njimi, ko pravzaprav vidiš, da so kljub temu, da mogoče nimajo ne vem koliko ali pa ne veliko, nihče ne jamra. Nihče, ampak so veseli, zadovoljni in se z takega obiska človek vrneš še z večjim optimizmom, ki ga sicer sama premorem kar veliko. No, da lahko vsaka lokalna skupnost dobro deluje, je seveda predpogoj zdravo in krepko gospodarstvo. Kakšno je stanje gospodarstva pri vas? Jaz mislim, da to pa lahko uporabim kar besedo odlično.
Podjetje TAP, ki ima proizvodnjo v Črni pa v Žerjavu, mislim, da posluje izredno dobro, kar pravzaprav pomeni, da za zaposlene tudi neko olajšanje, saj se je kar precej firm po Koroškem zaprlo ali je v zapiranju, tako da tu lahko rečem samo, da smo, kar se tega tiče, pač zadovoljni in da jim želimo veliko uspeha tudi v prihodnje. Seveda si pa želimo tudi družbeno odgovornega ravnanja in vlaganja v razvojne projekte naše občine. No, smo v najlepšem mesecu tega leta. Kako se boste v Črni poslovili od njega? Kaj pripravljate? Seveda vladajo COVID razmere, tako da se sproti prilagajamo, niti ne vemo, kaj bomo lahko pripravili, ampak danes sledi prižig lučk, jutri bo Črnjanska mladina delila čaj pa zakuhano vino tam v centru tistim, ki bodo prišli pogledati oziroma prihajali mimo. Potem v nedeljo, ko je Miklavž, prihajajo črnjanski oziroma solčavski parkeljni v Črno, da bo doma od tega vzdušja Miklavževega, glede na to, da se prihajajo vsi trije možje, a ne prvi pa Miklavž, naredili. Potem naša zveza kulturnih društev načrtuje ta sejem božično novoletni, sicer v zelo malem obsegu in v skladu z navodili NIJZ, in sicer na Kovačevi ulici, kjer je možno tako, da je na eni strani vstop, na drugi stop, tako da ne bi smelo prihajati do pretesnih stikov. Pač želimo preprečiti seveda, da bi bile kakšne dodatne okužbe, tega si seveda ne želimo. Si pa želimo, da bi ljudje vseeno začutili ta praznični utrip, da bi ob teh lučkah, ki jih bomo v Črni prižgali, in že lansko leto smo imeli zelo lepo okrašeno to Kovačevo ulico, letos smo dodatno okrasili še tja do naselja Rudarjevo, pa na novo bomo okrasili dotrajano razsvetljavo na cerkvi, ki je nek simbol same Črne, saj je res mogočna. V samem tem krožišču pa smo postavili adventni venček, ki ga zaznamuje zdaj že kar nekaj let, pa drevo, ki ga še dodatno osvetljuje. Jaz mislim, da ta praznična razsvetljava pomeni ljudem tudi to, da se lahko samo sprehodijo skozi kraj, da lahko pogledajo, kaj smo na novo naredili, pa ne nazadnje, da jih navda z neko toplino, ki je v tem mesecu še toliko bolj pomembna. Pa zdi se mi pomembno tudi to, da če komu izrečeš par prijaznih besed, da so ljudje potem tudi kar boljše volje, ker vedno je treba slediti temu, kar daješ, to žanješ. No, ob izteku vsakega leta je tisti pravi čas, da pogled usmeriš nazaj pa naprej. Ste z iztekajočim se letom zadovoljni oziroma kako ga ocenjujete? Jaz ocenjujem leto 2021 kot izredno dobro. Imeli smo najvišji proračun v vseh teh 10 letih, bil je blizu 9 milijonov, lahko ocenjujem, da smo vse, kar smo si zadali, tudi izpolnili. Pač največji zalogaj bo vsekakor čistilna naprava, potem pa seveda to, kar smo že prej omenjali, ta koncesija za ceste, pa preplastitve, ki so ljudem pač največ pomenijo. Prostori za mlade, to se mi zdi zelo pomembno. Sedaj se je aktivirala tudi Črnjanska mladina. Jaz verjamem, da imajo kar nekaj zamisli, kako njihovo življenje v samem kraju izboljšati. Potem zgradili smo črpališče v Žerjavu, kar je bilo tudi zelo pomembno za naselje Jazbinat oziroma Mrdavsovo, tako da tam tudi nameravamo nadaljevati prihodnje leto. Potem, kot smo že prej omenili, Ferata Mučevo je bila, tudi doživljajski park je bil. Pač mislim, da smo investicijsko bili res uspešni. Seveda pa nas čaka leto 2022, kjer pa se mi zdi najbolj pomemben projekt
oziroma rekonstrukcija osnovne šole, to je tista faza, druga faza, ki je v preteklosti izpadla. Kar 10 let smo čakali na to odobritev, sklep ministrstva imamo, sedaj pa čakamo v mesecu januarja, oziroma smo že v navezi z ministrstvom, kjer se dogovarjamo, ker so se vmes pač cene nekako glede na podražitve materialov tudi dvignale, tako da usklajujemo še podrobnosti. Mislim pa, da bomo konec januarja, začetku februarja že pristopili, kjer bo pa šola, seveda pa ravnatelj imela glavno besedo, na kak način bodo ta investicija potekala. Seveda nekaj sredstev je namenjeno še za dokončanje oziroma v tem poskusno obratovanje. Bomo pa ponovno veliko sredstev namenili za asfaltiranje pred hišami, ki še nimajo asfalta, pa seveda bomo še dodatno pričeli z izgradnjo kegljišča. Naši kegljači kegljajo v drugi državni ligi, zato potrebujejo 4-stezno kegljišče. Par dni nazaj smo dobili gradbeno dovoljenje, umeščeno bo zraven telovadnice in tudi s to izgradnjo začnemo. Pa seveda je še kup teh majhnih investicijskih projektov ali pa vzdrževanj. Seveda pa bomo poskrbeli tako za socialne transfere, potem seveda za normalno financiranje vzgoje in izobraževanja, prevozov in tudi za nek enakomeren razvoj vseh zaselkov. V letošnjem letu imamo tudi predviden tak participativni proračun. Sestala sem se z vaškimi skupnostmi, tako da tam so že podali neke pobude, ki smo jih tudi zajeli v proračunu. Tako da se mi zdi, da pač zelo pomembno se mi zdi da sledimo željam občanov, pa na tak način tudi oblikujemo proračun. Zdaj je v javni razpravi. Sicer sem najprej mislila, da ga bomo mogoče še sprejeli v letošnjem letu, vendar glede na to, da je pač potrebno kar nekaj obravnave, kar nekaj odborov, bo bolj realno v mesecu januarju. Jaz mislim, da bo kot vedno razvojno naravnan in da bomo poskrbeli tudi za to, da bo enakomerno razpršen. Smo pa zelo veseli novega investitorja v kraju. Edina rak rana v Črni je pravzaprav bila ta Hoblova hiša, ki se praktično na določenih objektih se podira. Sedaj pa smo dobili zasebnega investitorja, ki bo pričel, jaz upam, da v kratkem, z rušitvijo, pa potem tudi z obnovo. Pa tudi na drugih dveh lokacijah, Fajmutova pa Rajterjeva hiša, kjer se je gradnja ustavila zaradi nekih potreb še po dodatni soglasji, po dodatni dokumentaciji in bodo tudi ponudili 12 novih stanovanj v sami Črni. Seveda pa bomo poiskali tudi, imamo eno zemljišče še v Rudarjevu, ki bi ga radi namenili za gradnjo bloka, seveda za to, da bi pač mlade družine ostajale pri nas. Čeprav je nekako ta ponudba teh naših solidarnostnih stanovanj skladna s povpraševanjem, nimamo zdaj ne vem koliko čakajočih na teh čakalnih listah, si pa želimo, da bi ljudje ostajali v Črni, zato tudi pač želja, da bi gradili na teh območjih, kjer je možna gradnja za mlade družine, pa ne nazadnje, če bo blokovna gradnja, potem omogočala tudi nakup ali pa najem za mlade družine ali pa mogoče za preselitve. Sedaj opažamo, predvsem saj smo že tudi dali povpraševanje za menjavo stanovanj, opažamo, da ima veliko ljudi težave, ki zdaj živijo mogoče, ne vem, v 3. nadstropju, kar v mladosti ni noben problem, pač preskakuješ po par stopnic, v starosti pa zna biti to problem in bi se želeli mogoče tudi, da se omogoči pa ta zamenjava stanovanj, da lahko starejši normalno preživijo ali pa da grejo pa tudi iz svojih stanovanj lahko, ne da morajo zaradi premagovanja stopnic pač ostajati doma. No, sodobna cestna povezava je seveda ali pa infrastruktura je tista, ki nekako poskrbi za to, da ljudje najdejo poleg domačinov pot do vas. No, tudi na tem področju se je v zadnjem letu nekaj naredilo. Država je vendarle prisluhnila in obnovljenih je že kar nekaj cesta do vas.
Ja, prav včeraj so bili pri meni iz direkcije za ceste. Pogovarjali smo se o tej cesti Mežica-Črna in sicer je bil tam razpis, tako da se še sedaj izbira izvajalca. Jaz upam, da bo izbran v čim krajšem možnem času, ker se bo hkrati z obnovo cestišča umestila tudi kolesarska steza, kar bo še dodatno povečalo možnost obiska Črne na Koroškem, tako da bo potem tudi za kolesarje možen normalen dostop. Sedaj se pač vozijo po glavni cesti, kar ni najbolj varno. Je pa že v Žerjavo zelo lepo urejena kolesarska steza, zelo lepo urejeno cestišče, kar je bilo v preteklosti pač daleč od tega. In verjamem, da bo v naslednjih 2 letih projekt cesta Črna-Mežica končan in da se bodo ljudje lahko varno vozili po njej ali v službo, po opravkih ali kako drugače, pa da bodo tisti, ki prihajajo v Črno, dejansko se lahko pripeljali tja s kolesom ali pa z avtomobilom. Zelo pomembna je cestna povezava, ker je to kar velika ovira v razvoju nekega določenega kraja. No dobro, sodelujete z občinskim svetom, pa ne nazadnje veliko ste na terenu, nekako veljate za ljudsko županjo, torej vrata vaše pisarne, pa ne nazadnje tudi vaše terensko delo priča o tem, da ste odprti, pa da ne nazadnje občanke in občane radi poslušate. Najbolj pomembno se mi vedno zdi poslušati ljudi. In vedno rečem, da delam stvari za ljudi. Na prvem mestu so ljudje. Zato smo pač ves čas, se mi zdi, da je potrebno razmišljati, kaj vse potrebujejo, kako jim lahko pomagaš. Ne nazadnje je moja pisarna vedno odprta, moj telefon vedno dosegljiv, tako da tudi, če me ne najdejo v pisarni, rečem, da lahko dajo mojo številko GSM-ja, ki je 24 ur na razpolago ljudem. Obiščem jih rada, ko praznujejo, pa tudi takrat, ko žalujejo. In ta pristen stik se mi zdi, da me kar zaznamuje. Ne nazadnje sem tudi sama prostovoljka, bila na različnih področjih vso svoje življenje. Mislim, da imam visoko razvit socialni čut in za ljudi se mi zdi vedno pomembno potruditi, pa ne nazadnje nikoli se mi ne zdi škoda časa za nje. No in ravno te zaostrene razmere nekako zdaj v teh časih terjajo čut do sočloveka in Črjani nekako za nas, ki nismo z vaše lokalne skupnosti, veljate za ene take posebne samorastne ljudi. Ja, vedno tako radi rečemo, tudi tisti, ko ne živijo v Črni, rečejo, nikoli ne bom kaj drugega kot Črjan, ali tako da radi poudarjamo to, enkrat Črjan, zavedno Črjan. Smo nekaj posebnega v tem smislu, da smo se vedno morali zanašati sami nase. Ne nazadnje se je v teh koncih 350 let rudarilo, trdo delalo in to človeka zaznamuje. Ampak mislim, da smo prav zaradi tega tudi nekako bolj samozavestni, vemo, da se moramo za vsako stvar pač potruditi, da se moramo za vsako stvar boriti in nič nam ni težko. Pač, ko vidiš nek cilj pred sabo, greš tako dolgo po tej poti, tudi če je kdaj kakšna ovira, da ga potem tudi dosežeš. Mislim pa, da je Črna na Koroškem kraj srčnih ljudi. No, leto 2022 bo še bolj zahtevno ali pa zna biti od tega leta, marsikaj se bo dogajalo. Ste torej zmerna optimistka, ki na nek način z veseljem in z eno iskrenostjo zre v prihodnost. Ja, jaz mislim, da sem res kar velik optimist pravzaprav. Vedno, ko se kakšna težava pojavi ali pa ko mislim, ja, to pa ne bo šlo kar tak, se kar naenkrat odprejo možnosti in potem lahko stvar uresničiš. Tako da vedno rečem, vedno je treba samo malo počakati, pa vztrajen moraš biti zadoj se moraš truditi in ko slediš svojemu cilju in
se ne oziraš ne levo, ne desno, pač pa greš samo naravnost po tej poti in to se mi zdi res ključno, da imaš cilj vedno pred sabo in da vedno najdeš sredstvo, da ga tudi dosežeš. S kakšno mislijo županja se bova zdaj poslovila? Ja, jaz se želim vsem Slovencem in Slovenkam, pa seveda predvsem Črjanom, Črjankam, res tako optimistično, zdravo, veselo, zadovoljno leto 2022. Zaznamujejo ga 3 dvojke, pravijo, da je to kar taka v redu številka. Jaz upam, da se bo korona umaknila in da bomo lahko začeli normalno živeti. Se mi zdi, da je v teh časih še več stisk takih in drugačnih, tudi duševnih, na kar marsikdo opozarja in zdi se mi, da bi morali prav to preprečiti, da bi morali dejansko skrbeti za sočloveka na tak način, da bi vedno imel oporo v nekom. To se mi zdi pač najbolj pomembno. K temu nikaj za dodati. Gospa Romana, samo hvala lepa za vaš obisk, za zanimiv večerni pogovor. Vse dobro tudi vam v prihajajočem letu ter do videnja. Vse dobro, srečno. Hvala enako, srečno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, vam pa seveda hvala za pozornost. Gledali ste oddajo Županja z vami. Srečno.